gospod Toni, v teh vročih poletnih dneh, dobro, danes ni tako vroče kot prejšnje dni, kaj tečete? Ja, zdaj sem ta teden, ko je taka vročina, sem šel vsak dan uro pa pol teč, ker se pripravljam za 6-dnevni ultramaratonski festival v Teku v Franciji. In bil tam tudi med 33 do 40 stopinj, tako da sem šel ob 2 popoldne, sem se oblekel in sem šel laufat uro pa pol do 2, tak soliden tempo, da sem v bistvu tudi telo pripravil kožo, sem se slekel, da sem se malo sončil, ker bo potrebno, ne. Temu teku ste še kasneje vrnila. Začetek pa, vi ste se začeli s tekom ukvarjati relativno pozno. Šele, če se ne motim, pri 36 letih, leta 1999 ste otekli prvi tak uradni nastop v Radencih. Če se ne motim, bilo to na 10 km? 10 km, ja, to sem šel prvič uradno. Sem se odločil, da grem pa v Radence, je maraton. Čeprav so mi rekli, da si že nekaj časa laufaš, treniraš, 5 poskusiti, ne 21, grem na 10, pa bom videl, kako bo šlo. Tako da sem kar dobro, solidno tekel, 40 minut za takrat, da to za mene izreden rezultat. To je bila potem dobra spodbuda za naprej? Ja, pol sem se pa tole leto sem otekel med 25-30 take rekreativnimi teki, rekreativnimi, tekmovalno 10-12 km, 14 in po 6 mesecih sem pa tudi otekel svoj prvi polmaraton v Kostanjevici. Sicer sem bil v svoji kategoriji zadnji, pa sem se tako malo pojamral, sem zadnji. Pa mi je rekel Beno Piškur, ki je zmagal takrat, ne, tudi takrat bil državni prvak v maratonu slovenski, rekel, pa je na 36, pa je dober rezultat za tebe, ne, če ti je to prvi. In sem bil rekel, ja, če pa ti rečeš, ko si tako znan, pa verjetno, da je to dobro, ne. In pa sem imel voljo, če malo trenirati, sem pa rekel, prvi maraton, ki je imel možnost, bi pa šel teč. Tako da sem ga po leta 2000 pa otekel v Radencih svojih prvih 42. Ampak, uspel podavati, vi niste začeli teči čez noč. Vi ste se že prej ukvarjali s športom, kot mi je znano, z nogometom v domačem Butoraju pri Črnomlju. Ste bili tudi med ustanovitelji tamkajšnjega športnega društva. Dolga leta ste pa igrali za nogometni klub Bela Krajina. Ja, za nogometom, tako na vasi smo igrali dosti otroci, pa tudi starejšimi, no in ko sem zaključil osnovno šolo, je oče tudi rekel, zdaj greš pa lahko, ne, ker sem končal osnovno šolo, zdaj greš pa lahko igrati v Beli Krajini, sem začel trenirati, sem bil dober, tako da sem s 17 leti igral že oziroma, ko sem bil star 15 let, sem igral za kadete in takoj za mladince, istočasno za soboto in nedeljo tekme. Sem bil 17 let star, sem pa tudi odigral, začel za člansko selekcijo, ne. Sem bil dosti soliden, zelo dober pri starejših igralcih. Tak, vragoliček, ne. Skozi sem imel kaj zapovedati, boril sem se in so me izljubili, tako da sem 10 let sem igral v Beli Krajini. Tako da imate šport pravzaprav v krvi? Ja, šport, pa sem pa na vasi, smo ustanovili športno društvo, sem bil tistim kot mlad, talentiran športnik, tudi v tem upravnem odboru. Pa sem igral tudi na mizni tenis dobro, zračno puško sem dobro streljal. No, ko sem šel pa v INA, takrat sem bil v Požarovcu, sem pa potekel 3 teke. Hiljade Vonika, to je bil en najbolj spoštovanih tekov v Jugoslaviji. So 1000 vojakov izbrali po teh tekmah, da so se uvrstili na ta tek. Sem bil med 108, se mi zdi, na koncu. Pa na armijskem prvenstvu sem tekel 5000, sem bil 4., tudi z odličnim rezultatom, pa še na armijskem prvenstvu v ekipi, prva armijska oblast, to je bila okolica Beograda, Kros, sem bil v ekipi, s katero smo zmagali, prepričljivo, pa sem bil pa 63. Ampak nekako prišlo potem s prihodom do Ljubljano, pa ste nekako za nekaj časa zamrznili nekako športno dejavnost. Ja. To je bilo leta 94, ne, če se ne motim. 94 sem prišel v Ljubljano, je pa tudi tako bilo, tu pa tam kakšen izlet, 5, a pa mogoče največ 10 km s kolesom, nič pa resnega, da bi rekel, zdaj grem pa igrati. In 2-krat smo šli igrati nogomet v eno športno dvorano, ampak
Za vse to sem rabil prvo čas, pa pol še ekipo. Ne? In nikakor nisem prišel v to, da bi zdaj pa bil odvisen od ene športne dvorane, da je mora zakupiti 10 igralcev, da bi odigrali ta nogomet. Pa sem kar nekaj stagniral, v bistvu me ni zanimalo. Če sem šel v Črnomlje dol, smo odigrali tisto tekmo z Trebučani, za sosednjo vasjo, to je bilo pa vse. Tako da, to sem pa enkrat na teletekstu videl Šport za vse, razpis za tek, rekreativni tek, ki je organiziral Olimpijski komitet Slovenije. Si v teku 5 tekov in si pa dobil eno priznanje, pa značko Olimpijskega komiteja, da si uspel to urediti. To me je pritegnilo, potem sem začel s tem. Ravno ta značka potem dala tisto spodbudo, da ste začeli se več ukvarjati in potem ta uspešen nastop v Radencih, verjetno. Ja, ampak še posebej to, da pretečeš cilj, tam ti ploskajo, tam imaš ljudi, te spodbujajo proge, malo se probaš v konkurenci. Pa od nekdaj sem bil bolj tak tekmovalen, želel sem biti med dobrimi. Tako da v Radenci je bila to velika spodbuda, ker sem bil zelo, za te razmere odličen in sem se odločil, da bom pa probiral s časoma polmaraton, maraton. Pole pa je to prišlo na take razdalje. In kdaj ste tu prišli do tega, da so vam te razdalje bolj pisane na kožo, kot pa te na rokovajih krajše razdalje na 21-42 km? Odtekel sem 3 maratone, 2 v Radencih, pa Ljubljanskega, potem sem šel pa teč čez Mariborsko, iz Slovenj Gradca čez Mariborsko Pohorje. Cilj je bil pa na štartu v ciljni areni Zlate lisice. To je bilo takrat 65 km. To je bil tak prvi ultra, v katerem moram priznati, sem trpel zaradi hribov, ker nisem bil navajen. No, po naslednji ultratek je bil pa Celje Logarska, ki sem ga pa 75 km, sem ga pa v 6 urah pa pol prišel tako z lahkoto, tako da sem mislil, koliko sem jaz že dober. Tako da sem tudi za 100 bil pripravljen in sem je bil zdaj problem, a bom šel ali ne, ker če bom pripravljen sem bil, ampak če bom je časovno uspelo. Tako da sem tudi ekipo, oziroma v bistvu so v Bil, Švico hodili člani planinskega oziroma pohodniškega društva Celje. So vsako leto z avtobusom hodili tam in sem dobil kontakt, so rekli, da lahko in sem šel. Tako da je bila to dobra izkušnja, prva 100. Sem šel pol še 8krat. 8krat sem tekel 100 v Bilu. Kje je ta klik v tem, ko pristopiš iz tega maratona 42 km, potem na te 100 km razdalje? Kaj tukaj se dogaja? Ne vem, ker sem prišel v cilj, sem bil zmrn še svež. Sem si mislil, zdaj bi še lahko en tak tekel z istim tempom. Pol sem malo gledal kakšne maratone po televiziji, pa sem rekel, bom ga naredil. In pol, ko sem tudi maraton tekel brez težav, na rekovaj, težave so bile, ampak ko priješ cilj, tako pozabiš na vse, kar se dogaja med tekom. In že razmišljaš, ko sem naredil prvi maraton, sem rekel, bom šel v 100, v Bil teč, ker sem med potjo v Radence, sem stavil enemu štoparju, ki je šel v Radence teč 21 km. In je on omenil takrat, da je tekel Bilo 100 km in sem rekel, tudi jaz ga bom naslednjo leto sigurno in sem šel. Tako da, v bistvu, sam se moraš odločiti. Pol je pa to kar volja bila, če sem 100 km odlaupal letos, drugič. Pol sem malo gledal, da bi šel vsako leto boljše, da bi prišel po 10 ur, kar je za 100 km zelo dober rezultat, neko povprečje. No, to je bilo to. Pol sem pa začel nekako s temi vzdržljivostmi. V bistvu sem vmes imel vsako leto še normo za Šparto, katero sem šel 4krat, ampak ni bilo sreče, da bi prišel do cilja, zmeraj se je nekaj zgodilo. V bistvu sem šel sam, pa se nekje zalomilo in sem tisti moment obupal in sem rekel, ne bom več. Potem, ko sem hotel naprej, več nisem mogel, ker sem podpisal izjavo, da odstopam zaradi fizičnih težav, čez pol ure mi je bilo pa že žal, ampak tam ne pustijo naprej. Tam moraš, je strogo in čim podpišeš izjavo, lahko greš, ampak organizator več ne skrbi za tebe. Šparta, to je ta tek Atene-Šparta, mislim, da 260 km. 246 km. Štart je v Atenah in cilj v Špartu, 246 km in 36 ur imaš čas.
Vmes so pa vsi checkpointi, jih je 75 kontrolnih točk, na vsakem je pa limit. In če ti zamudiš 2 minute na kontrolno točko, recimo na 40 km, ki je 4 ure 20, greš že sodniki z avtom nasproti in ko te dobijo, ti vzamejo številko in ti več si zaključil so tekmo. Pač oni te odpeljejo v cilj, Šparte, tam počakaš pol, da se zaključi. Še razmišljate mogoče o tem podvigu? Ne, ko sem bil četrtič, sem bil tukaj razočaran, ker sem bil na 162 km in sem šel v nasprotno smer, nisem šel po trasi in sem se takrat odločil, da nikoli več ne. In se držim tega. Odločil sem se take 6-dnevne, 48 ur, 8-dnevne, bil sem lani odlično prav. To mi je zaenkrat izziv. Tukaj se lahko malo primerjaš svetovno konkurenco v svoji starostni kategoriji, ne? In mi je cilj pokazan, da sem čez 50 let in 50 do 55 gledam malo državne rekorde, pa grem pol, sem 48 ur, pa ga poskusim popraviti. Tako da zaenkrat je to zdaj, dokler bojo noge službe, ne. Je pa zanimivo, da ste v enem izmed pogovorov dejali, da ne čutite neke zasvojenosti s tekom, da lahko vmes mine tudi po nekaj dni, da ne greste teč, da ste pa zasvojeni z eno drugo stvarjo, s tekmami. Ja, to se je zgodilo tudi, da nisem šel po cel mesec teč. Tudi 3 tedne, zadnjič 8 dni nisem nič tekel, ampak v bistvu sem videl, da se spočinem, če ne tečem, ne. Ker že delam v gostilni, v strežbi 8 ur, je že to si na nogah. Pa počivam. Če čutim, da ne morem iti na trening, da sem utrujen, rajši ne grem. Sem pa zasvojen z rezultati pa s tekmami, ne. Se pa izberem letno 2, 3, 4 tekme, da če mi uspe iti na vse v redu, če ne pa si izberem, katera mi več pomeni, ali to 48-urni tek, 6-dnevni ali 24. Pa tukaj, da me tudi finančno spodnese, ker te tekme so vse drage, od štartnin, potovanj. Ste ravno to, kako je s pokrovitelji? Imate kakšnega, ki vam pomaga do teh podvigov? Od leta 2005 sem se udeležil svetovnega prvenstva veteranov v Španiji, v San Sebastianu. Takrat sem prvič uradno daval tudi prošnje, tako da imam pokrite vse tekme. Glavni sponzor mi je podjetje Kopa iz Rosalnic. On mi daje tudi, ko grem na tekmo, avto svoj, plačajo mi bencin, če so vmes kakšni stroški. Pizzerija Populus, lastnik Jure Pana, so navdušeni nad rezultatami, tudi štartnine plačajo. Ja, so pa prijatelji, ki imajo kakšne podjetja, 100-200 evrov, da se nabere za stroške. V teh večjih ultramaratonih, daljših, večdnevnih, ne 6-dnevnih, ampak tistih, ki trajajo po 14 dni, 3 tedne, ne razmišljate, ne? Tukaj je verjetno potrebno prevelika logistika zraven. Ja, to bi mogel pometi vsaj še 2 spremljevalca zraven, ker to so tekme po 80 km, po 12 dni, pa tudi nekoga prositi naj gre z menoj, da bo porabil dopust zaradi mojega želja po enem uspehu, je težko, ne. Že tako, največkrat grem sam na tek. Tudi v Franciji 6-dnevnega, v Monaku 8-dnevnega, v Avstriji, to se odpeljem sam, zaključim, sedem po tekme po 2 urah počitka v avto in se peljem domov, pa pol vmes po poti počivim. Drži me, takšna 10-dnevna etapna, to je vse daleč. Zdaj je bila v Avstriji 5-dnevni, v Nemčiji, ampak ga ne morem iti, ker je do tam že 2000 km. Pa 5 dni je težko. Zaradi spremljave težko, zaradi samega mene bi šlo. Treba vsem dobiti še nekoga. Nekoga, da bo, ker avto, ti ki štartaš tukaj avto, zaparkiraš in pol, rabiš spet 700 km nekoga, da te nazaj pripelje, ker si imel avto in je to težko. A katera tekma pa do zdaj vam najtežja? Mogoče ravno te Šparta? Ja, moralno mi je bilo najtežje. Šparta je najtežja, vsekakor, od teh. Že zaradi tega najtežje mi je bilo tudi moralno, ker sem bil tako blizu cilja, ker je to 70 km je blizu, ne, ampak daleč. Takrat sem res zadnji poskus sem bil razočaran in sem se odločil. Drugače se je pa vsaka tekma ultramaraton po svoje težka. Pač veš, kaj te čaka, recimo zdaj grem v Francijo na 6-dnevnega, vem, da bo temperature do 40 stopinj, da se že tudi psihično pripravljam že v glavi, kako bom, ali bom večji del tekel po noči, kdaj bom šel počivati, ali bom
to je v bistvu krožna tekma, 1025 metrski krog. Je ena tribuna, da se bom tam dal še en ležalnik, bom imel dvojno, po noči bom v avtu spal, po 1 uro ali pa uro pa pol, pa v najhujši vročini verjetno tam, kjer je kamnita tribuna, spodaj, ki bo hlad. Katero mesto je to? To je mesto Privas, v Franciji, to grem čez Mont Blanc, Grenoble, Valencia, pa verjetno en manjši kraj. Kraj ima vsega skupaj 12.000 prebivalcev, je pa tak v kotlini. Zjutraj, ko zide sonce ob 6, drug dan ga cel dan gledaš in ob 9, pol 10 zvečer se še razkrije. In je direktno na stadion Tolče, ne. Vročina. Tele priprave so v Ljubljani zadnje, kar prav prišle tale vročina. Ja, te so bile v redu. Sej upam, da bo še kak dan, da bom, ne zaradi tega, da je bilo vroče, ampak da bom še kako uro šel v tem soncu teč. Kaj je v tem dolgim tekom najbolj pomembno? Verjetno treba paziti na tekočino, da je dovolj tekočine, da ne hidrirate. Ja, na samem štartu je pomembno, da štartaš z glavo, da ne greš, da boš prvo uro, dve pretekel 30 ali pa 25 km, pol te pa zmanjka, ampak da je enakomeren ritem, pa skozi dolivati pijačo, malo hrane, ali je to sadje, ali so piškoti. Če čutiš utrujenost, da se sedeš, razsegneš, če je potrebno fizioterapeut, ker v bistvu je, da si na progi, ne? Tudi če boš zdaj pol ure šel k fizioterapeutu, nisi na zgubo. A pa če boš šel 1 uro spat, tudi nisi na zgubo, ker boš to vse dobil noter za počitkom. Zato da jaz zdaj kar že dosti take stvari, že zdaj zadnji mesec razmišljam samo v Franciji, ne? Grem teč, razmišljam tempo, že v Golcu v Avstriji, ki sem tekel pred 7 tedni 48-urnega, sem zadnji 6 ur že z mislimi bil v Franciji na 6 dni. Tako da pomembno je to se razporediti, no. Moči pa, tudi če pride kriza, hodiš, greš, hodiš, malo potečeš, ker v bistvu se kilometri zbirajo, ne. Ne važno, ali si hitro, počasen, ker vsi imamo pa težave, ali tisti, ki je najboljši, ali pa tisti, ki je najslabši. Vsi potrebujemo moralno spodbudo po teh volonterov, ki so na tekmi, med seboj se spodbujamo. Če so težave, en drug mu krene, posodimo, fizioterapeut pač ti reče, da se počini, pač dobro je, no, organizirano in pomembno je pa res tole, ne, sodelovanje med ultramaratonci. Vidim, je zelo dobro, no. Tudi če se ne razumemo, če so Francozi, Nemci, Italijani, Španci, vsi se med seboj razumemo, da smo zaradi vsega tukaj, vsak ima svoj plan, ali je to 600 km, 500, ali pa tisti, ki bi razmagal z 800, ne. Je pa v bistvu 144 ur zdržati na taki tekmi, 6-dnevni, pa na koncu si zadovoljen, ko zaključiš, ali je to 500 km ali pa 600. Koliko se do največ pretekli? Ja, največ... V tem tekmovanju? Na 6-dnevni sem bil 3-krat, uspešno zaključil v Franciji, imam 641 km, 635 pa 638. To so, tako da tudi letos imam cilj, jaz se zmerno postavim realen cilj 600 km, da to mora iti skozi, če ni prehudih težav. Letos bi pa rad mogoče tudi naredil 640 ali pa 642, da pravim svoj kategoriji državni rekord, pa svoj osebni rekord, ki je 641. Prej smo menili tekočino, koliko je zelo pomembna na tej teki, koliko jo popijete recimo v enem dnevu? Sigurno 5 litrov, 6, mogoče tudi več. Tukaj, ki je taka vročina, na 2 kroga naredim, pa spijem, recimo 2 deci. Tam naredim 2 kroga, pa spet, če je potrebno. Včasih je vsak krog, tukaj da zmočim usta ali 1 deci. Pijem pa vse, ne, voda, največ vode, pa imam pa brezalkoholno pivo, brezalkoholne radle, Coca-Cola mi zapaše, po noči čaj, kava, juha. Če razdala, ki ste pa pretekli v enem kosu, ampak v več etapah, je bilo pa v vaši 15-letnici
teka. Aktivnega ukvarjanja s tekom. To je bilo leta 2015, takrat sem se odločil, da bom za svojih 15 let teka ob meji Slovenije v 15 dneh obtekel. Razdelil sem si etape med 58 pa ena pa celo 90, ker smo pol nekaj mogli spreminjati. V 15 dneh teklo se je za društvo, se zbira denar za društvo cerebralno paralizo, ker imam brata s to boleznijo. Po SMS-ih pa tisti, ki so neke položnice pošiljali za ne vem koliko denarja, se je nekaj nabralo. Imel sem močno podporo sovaščanov s krajevne skupnosti Botora, športnega društva Botorov, tekači iz krajev, v kateri sem tekel. Bili so tudi po 14-12 dni z menoj od tekačev, je bil Zdravko Barič dolgo z mano, pa David Pehnec, Suzana, Davidova prijateljica. Od vaščanov so bili pa po 10-12 dni s kombi. Imel sem tudi kombi od Sončka, pa avto od Kolpe, pa avto Triglav mi je dal še enega džipa, tako da sem imel 3 avte na razpolago. 2 sta bila vsak dan, ne bil pa za dovoz hrane iz Bele krajine, pa iz Uniona, pivovarna sem imel zmenjeno pijačo, ko bo treba, jaz sem Italija šel iskati. Tako da je to kljub raznim težavam z vremenom, sneg je bil 2-krat vmes, drži, problemi s koleni, ki je bilo že na nitki, je bo šlo ne do konca, ampak tisti dan smo preboleli, pol je pa šlo. Ko smo šli proti Beli krajini, pol je bilo lažje, ja, bližal sem se domov. Zadnji dan je pa iz Novega mesta do Črnomlja, je to tekačev bilo. Z vasi, kolesarji, prijatelji, ki smo se časi družili, vsak je pa še pogledal, tekel 2-3 km, pa se je odpeljal z avtom. Morda v 20-letnici načrtujete kaj podobnega? Ja, 20 dni teka ne, to. Mogoče bom drugo leto, to ne bo za 20, ampak drugo leto nekaj različna diagonala iz Rateč do Vinice. Pa en tek tak, da bi bil, mogoče da bi jaz laufal 24 ur v Črnomlju, pa kdo bi hotel priti zraven, bi se tekel 2-3 kroga, 4, odvisno kak dolg krog bo. Plača štartnino in pa se to za neke dobrodelni namen namenil ta denar. Za 20 let bom pa še malo razmišljam. Imam nekaj približko, ampak zdaj ne morem še biti 100%. Ker to je že organizacija, moraš biti 100%, da veš, a boš to delo lokacijsko, ali boš rabil 2 avta ali enega. Problem je z prošnjo, prosiš nekoga, ti obljubi, pa ti reče, ne morem, ker tudi finančno je to zalogajno. Ne sem, da bo nekdo doniral za določeno ustanovo, za koga bom, ampak ker vse stane, od benzina, od hrane, ki sotekmovalcu moraš dati. Verjetno pa bo nekaj. Sigurno ne bo ta zadnji to bil podvig? Ne, letos bo pa zadnji podvig Monako 8-dnevni. Tale Francija pa še novembra Monako 8-dnevnega, ker bi spet rad presegel 800 km. Ostalo bom, da bi vse je odprto. Dokler bojo noge služile, pa glava, zdravje. Tako da, še bomo zavriskali na štartu pa cilje. To bi bilo vse. Hvala vam za ta pogovor. Želimo.